Dragi moji, za vas imam eno zanimivo sporočilo. In sicer v nedeljo, kdaj smo bili to, 11. ne? 12. 12.1.2020. Kaj se je že točno dogajalo? Je šel kam? Kam je šel? En kup planetov se je nagnetlo v znaku Kozoroga. To je bilo en tak. To se ne zgodi ravno velikokrat, ampak je taka pomembna stvar, ne, zaradi tega, ker kot en koncentrat, ne, tako kot bi spel cel, ne vem, malinovc naenkrat, brez da bi ga zalival. Ok, v glavnem, kaj pa to, da so bile mojstrske energije, da tisto, kar se ti dan zgodilo? Ja, to pa zato, ker se je v bistvu pravzaprav vse skupaj dogajalo na 22. stopinji. 22. stopinja je pa v bistvu mojstrsko število, ne. To pomeni, da stvar pripeljemo do vrhunca, da postanemo mojstri v nečemu, da stvari praktično zaključimo, postavimo pike na i po svojih najboljših močeh. V glavnem, letos bo leto sprememb in te informacije, ki si jih dala tako na hitro, malo kar se astroloških aspektov tiče, sem pač delil s svojimi varovanci, imam coaching za njih in ravno 12.1. se je dogajalo ogromno stvari, čeprav je bila nedelja, in to pomeni, da bo to za let, za cel let, ali kako, tisto, kar se je v nedeljo dogajalo. Pravzaprav je bilo en tak vrhunec, ki se bo ponovil še enkrat v oktobru. Ampak kaže pa energije nekje v celem letu, skratka na vseh področjih nas bo majhen premetavalo, dogajalo se bo, ampak vse je odvisno od nas samih. Kako bomo mi to nosili, če bomo prepoznali te energije, potem bo vse lažje šlo. Če pa bomo plavali kot ribica v nekem toku, pa kazali s prstom na druge, ja, bo pa majhen težje, ne? Ker včasih je pa ene stvari treba pripeljati do konca in to mi lahko naredimo sami, ne čakati na druge. Skratka, zdaj smo zajeli en nov val. Ja. In jaz temu pravim tako simbolično, ta val, če ga zajahaš, potem te pelje lahko dalje s tvojimi talenti v razvoju naprej. Če ga ne zajahaš, če teh stvari nimaš, te vibracije ne dvigneš toliko, potem se ta val zruši na tabo, na tebe, te pokoplje in te zdrobi v prav faktore. Je to to? Ja, recimo tako. Skratka, ali greš naprej, ali pa bo še nekaj časa tam, kjer si. Ok, kaj pa če ti to lamečkam bolj natančno razložila? Zmenjeno. Ok. Veš, tako sem razmišljala, glede na to astrologijo, pa ko vsi govorijo o veliki konjunkciji Saturna, pa Plutona, pa vse skupaj še kup drugih planetov v Kozorogu, kaj se zdaj to dogaja, pa vsi vejo samo o nekih težkih vplivih in težko je v bistvu človeku razložiti, zakaj pravzaprav gre, ker se dogajajo take stvari, ki nas vlečejo iz nekih takih bolj globokih nivojev, ki se jih tudi ne zavedamo. Ampak sem gledala malo še jaz te spletne strani in sem utrnila ob eni njih ena zgodbica, v bistvu kako bi lahko to zadevo malo bolj preprosto povedal, kaj pravzaprav ta velika energija v tem letu prinaša. In nekako res ta Pluton pa Saturn sta res težka planeta in Pluton pač je tisti, ki je kot en vojaški general, proti njemu nimaš kaj, kar on reče, tako naj bo. Potem imaš pa Saturna, ki pa pravi, dajmo fantje, zresnimo se, stvar je resna, ne se smejati, zadeve je treba dokončati, ne se zafrkavati, stvari sprav red. In Pluton v bistvu je redko beseden in reče samo, končajte. Čisto nič drugega ne reče. Ampak Saturn še kar poziva, pa daj, ne? Se pravi, imamo dva taka planeta, enega, ki potiskajo in brez besed hoče, da zadeve speljamo, pa drugi tisti, ki nas pa še mečkam prosi. Pa so res taki bolj naporne energije, ker smo vsi na eni točki v življenju, ko moramo pravzaprav stvari določene pripeljati do konca, pa hkrati ne samo končati, tudi imeti že korak naprej, kaj narediti. Namreč čez vso tole kolobocijo teh težkih aspektov gre še, zdaj je šucer že mimo, ampak še vedno je ta vpliv Merkurja, to je pa kot nek glasnik prinaša sporočila, se pravi, da v vseh težkih situacijah, kar se nam je pač dogajalo, nam je že prineslo eno sporočilo, ampak ker smo mi tako zasedeni, je rekel, fanta, namreč recimo nanaša se na Saturna in Plutona, vidva se zmenta, tlele imata, jaz samo bom kar na mizi pustil stvari, potem pa boste že pogledali, jaz pa naprej že drug sestank. Merkur namreč predstavlja en naš ki je en tak brbotalnik, neskončen, ki ni sposoben velike koncentracije. Menda ima še zlata ribica večjo sposobnost koncentracije kot pa mi. No, potem pa so v tej konjunkciji je znašlo tudi Sonce. Sonce pa jasno svetloba in če govorimo o težkih planetih, je ta prva stvar, ki Sonček rekel, da je združbi, rekel, fante, pa imate pa tako temno, ne boste tako tmurni, kaj vam je, malo bom vam luč prižgal.
Ampak sonce se hitro premika po nebu in je šlo naprej, ampak je dalo sporočilo, da pravzaprav moramo zadeve rešiti. Osvetlilo je točno, zakaj gre, da nam postane jasno. Pa se pa pridruži še Jupiter tej zgodbi. Tudi Jupiter namreč tranzitira skozi znak Kozoroga v tem letu. Jupiter je pa res tak dober planet. Ampak se pravijo, kaj dobro veš šele potem, ko stvar mine. In Jupiter pač nekje razširi in napihne vse tam, kjer se znajde. Zdaj, če ti rad ješ, pa če se znajde pač ta planet v pravem času na pravem mestu, bo zrasel tvoj trebušček. Če se znajde na kakšnem drugem pravem času na pravem mestu, se bo povečala tvoja denarnica. Kje druge, pa pomeni, da se bo tudi bolezen razpasla po tvojemu telesu. Skratka, povečuje se, kjer se znajde dobre, slabe stvari, lahko izboljša odnose, lahko jih pa tudi pokvari. Se pravi, Jupiter in Sonce zdaj nekako pokažete na vse odnose, ki so potrebne razrešitve. In tukaj ni več skrivanja. Sonce posije na obraz vsakega. In postanemo transparentni. Ne moramo več skriti tega, kdo smo. Potem pa ob vseh teh moških energijah se pa znajde še en asteroid. Pa kaj za vraga zdaj še en asteroid, nimamo dolže teh planetov, pa znakov, pa ne vem še česa vse. Ja, tudi asteroide upoštevamo v astrologiji in Tudi Ceres. Ceres, ja. Ceres ima pa tako, že samo ime, ne, je povezano z žitom, kot nekim obliko materinstva, nekaj, kar telesu daje energijo. In ta Ceres je zdaj v tej fazi, da nam ne daje Red Bulla, ampak nekako je v tej družbi zdaj vseh teh planetov prišel zraven in prav, hej fantje, gledajte, tukaj imate piškote, fajni, domači, ekološki, probajte, vam bo dali energijo. Seveda ga nihče ne sliši, ne, Ceresa. Mislim, kaj bo zdaj, ti stvari so resne, pa bomo zdaj tukaj piškote jedali, ne. Ampak tu Ceres reče, ok, jih bom jaz tukaj pustil na miz, jaz moram tudi naprej iti. In v tem filmu, v tej zgodbici, se bomo vrtili nekje praktično celo leto. Še en tak, bom rekla, zaključek bomo naredili tam nekje v oktobru letos, potem ne bi se pa zadeve malo umirile oziroma bi šli naprej do nove točke, na kateri moramo kaj narediti. Tako nekako mislim, veš, če bi ljudje videli, da je astrologija lahko tudi zelo taka preprosta zadeva, ne. Pa tudi zabavna zraven. Je bi bilo čisto drugače razlagati, ne, sam pač to je. Okay. Hvala, da ste to razložili. Upam, da bo kaj zanimivega tudi za tiste, ki si bodo to pogledali. Ja, malenkost. Ok, hvala.